bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Zdravo, živo, slavo! Evo, v naši rubriki Ponosni smo dobili tole prečudovito fotografijo. Gospa Marjeta je poslala, kako čudovit šipek ima in sicer je zelo ponosna nanj. Pravi, da si na takšen način tudi pripravlja svoj domači čaj in seveda veste, da je šipek zelo bogat z vitaminom C. No, mi pa smo ponosni na vse glasove. Glasove, ki pojejo slovenske pesmi. Velikokrat smo že to omenili tudi, kako pomembno je, da poslušamo slovensko glasbo, ne samo po polnoči. In danes gostimo zanimivega gosta. Gosta, ki je pravzaprav doživel drugo dimenzijo sveta. Seveda govorimo o njegovi nesreči, ki mu je ponudila priložnost spoznati, raziskovati druge dimenzije, tudi ta občutek, ko si v komi. No, kaj več bo povedal sam. V naši družbi je Slavc, ne smem reči, ne? Slavko, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Živje, čau. Leta 2007 ste se najprej soočili s kapjo, kaj ne da? In že to je bil en tak prelom oziroma prelomnica v vašem življenju? Ja, nisem pričakoval. Ponavadi noben ne pričakuje, ne? Nič ne pričakuješ, panika totalna, ampak doktorje imam fenomenalne. Frende moje, doktorice in to je bilo vse. Je šlo tako, kot mora iti, ne? Mora iti in v redu. Zdaj so 3 stenti noter. Kaj pa je to? Mislim, pojma nimam. Ja. Delujete naprej? Več. Odlično. To je lepo slišati. Prometna nesreča, ki ste jo doživeli na motorju, pa vas je pravzaprav kar precej zaustavila v življenju, ne? Ja, mal mi je nekaj dala vedeti, kako se obnašati oziroma kaj pomisliti naprej. Obnašati se predvsem. Tukaj prihajam velikokrat pogovor pod navednicam, vedno pravim pod navednicam, prijatelji pod navednicam. Dobro. Drugo opozorilo vam je dalo vesolje, ne? Iz to nesrečo. A ste potem kdaj razmišljali o tem, katerega opozorila že v prvo niste upoštevali, da ste pol dobili še drugo? Razmišljaš, ne razmišljaš, nisem. Moram reči, da živel sem tempo, je bil sicer, nadaljujem s tem tempom, absolutno, glede glasbe in vsega ostalega, ne, ampak malo so se določene zadeve malo umirile. Umirile, ker je pravilno in leta moja, lahko rečem, koliko sem star? Ja, ne bi rekla. Ne bi rekla? Ne bi rekla, dobro zgledate, ampak to je ta morski zrak, ki vam paše, ne? Ja. To je treba vzeti v zakup. No, če se vrnemo k temu neljubemu dogodku, k vaši prometni nesreči, kako se je to pravzaprav zgodilo? Vi ste bili na motorju, ne? Jaz sem bil na motorju, to je, mi domačini rečemo, to je ta rotunda, ne? In gospod je iz Trsta čakal, da pride na to, jaz sem imel prednost. Nič hudega. Vročina huda, to so mi rekli, in sonce, verjetno je, jaz sem počasi, jaz sem imel 10 na uro. 10 na uro hitrost, vse po PS-u ni bilo ono bistvo. Bistveno ni bilo po PS-u čelada. Čelada? Brez čelade? Čelada, jaz pa sem sam sebi, čelada. Čelado, vozim čist počasi, kaj pa frizura, kako bom pa to, ko bom dal čelado dol, bla, bla, bla. Skratka, to je velik kiks. To je velik kiks, jaz sem tudi pripomogel v naslednji neki fazi dogodkov in vsega ostalega, da smo prišli do tih čelad zakonsko in zdaj so to obvezne zadeve. Hvala Bogu, tudi jaz sem dal malček, en košček rokce, ampak ni me videl. Ni me videl, kako sem ugotovil potem. Dosti časa sem rabil. 76 let je bil star gospod, ne? Ki vas je povozil. Precej starejši je bil.
79. A celo 79? 79, se pravi, da on je nekje na 82, upam, da je živ, nadaljujemo to zgodbo, ampak ko so meni rekli kasneje, pa veš, kje te je udaril? Veš, kje te je udaril? Kam te me je udaril? Kaj je? Vzpuh. Pa zdaj takoj, veš, kao, vzpuh. Pa to je konec motorja. To je desna stran motorja. Seveda. On je po sončku mal gledal levo, desno, verjetno, predpostavljam, vročina je bila, sonce in vse to. In takrat, ko je pogledal... Vas ni videl? A pa se spomnite tega dogodka v tem smislu, kako se... Nič nimam v glavi in doktor je rekel, ne skrbi, definitivno ne rabiš skrbeti, pa se zdaj razmišljati, kaj pa je bilo, pa kaj pa to, pa ono, ne. Torej ste se zbudili v bolnici? Ja. Ste pa padli tudi v komo, a ne? V komi sem bil, vse skupaj je trajalo dober mesec. Mesec v komi? Ja, normalna nekje koma enih pol meseca in potem so me še dodali umetno komo, pomagati, da se malo umiriš, vse te zadeve. Nisem govoril, nisem hodil. Nič? In en dan so rekli, odprl oči, dobesedno odprl oči, poglejte te oči. Veliko ljudi je molilo za vas, veliko ljudi je pisalo dobre Ja. želje. Je. Ampak kaj se je dogajalo? Imate kakšen spomin v sami komi? Nekje sem prebrala, da nekaj vendarle se je dogajalo. Imam zgodbo, skje je ta zgodba, povem, imam zgodbo, bil sem gor. Bil sem gor, z enim gospodom sem se sprehajal po travniku. Krasno. Zdaj, če me vprašate, kjerikoli me vpraša, kdo ta je, gospod, kaj je, nimam pojma, niti me ne, v tem trenutku razmišljanja me ni zanimalo, kdo je on, kaj je. Krasna debata in v nekem določenem trenutku pravi meni, Slavko, poglej, od tega mesta naprej se ne more in ne sme. In jaz revoltiram, se rekel, jaz sem gor, ne? To je ta zgodba, jaz sem gor, ne? Se pravi, je bilo to zavedanje, očitno sem umrl ali kaj? Ne, v tem smislu, toliko nisem šel naprej, da sem umrl, ampak nadaljujemo, pravi, jaz začudeno, zakaj pa? Odgovor na to. Ja. Slavko, ti tako delaš v Portorožu, tako pomagaš ljudem in bolanimi in takimi, to pomagaš in ta trenutek ti moraš iti nazaj. V tem smislu, ne naprej v neko drugo dimenzijo ali pa v naslednje rojstvo ali kakorkoli. Ker te rabimo še. Wow. Ko sem pa našega župnika, oče Vinko je pri nas v Portorožu. A ste šli dejansko do župnika? Sem šel k njemu in sem rekel, oče Vinko, kaj je to? Kaj pa je to? Jaz živim s tem, mislim, živim, to je zgodba taka. In je rekel, interesantno, odgovor, ne? Bo treba kakšno knjigo prebrati. Bo treba kakšno knjigo prebrati, to so znane stvari. To so znane stvari. Pa ste kakšno knjigo prebrali? Bo. Bodite iskreni. Jaz vam vidim zdaj na obrazu, da niste. Ne. No, dobro. Pa še boste. Tale trenutek preverimo aktualne dogodke in potem se znova vrnemo nazaj na pogovor. Slavko Ivančič danes v moji družbi o dotiku druge dimenzije. Slavko, kako ste prej gledali na to življenje v smislu, ste verjeli v to, da imamo več življenj in da duša je nesmrten del in da se človek inkarnira? Niti razmišljal o tem. Niti razmišljal, mislim, da nikoli. Kaj pa danes? Zdaj pa čisto nekaj drugega. Namreč, jaz sem lahko, res ne lahko, ponosen sem na moje, predvsem na mojo familijo. Ja. Moja Irena in otroci,
to je pa borba. To je pa borba nekoga, da ga ne zgubiš. Ne? Zgodi se ti, zraven so pa doktori, doktorice, ne bi o imenih, ampak tudi zgodilo se je, da se zgodijo negativne zadeve. V kakšnem smislu? V smislu, da te ljudi jaz ne rabim okrog sebe. Jaz hočem živeti. In moji otroci, in moja soproga, in par prijateljev mi dokazujejo, da to je moje novo življenje in jaz sem se od veliko ljudi odmaknil. Ne nobenih grobih besed, nič hudega, nič enostavno. Jaz bi se odmaknil, jaz ne bi to več. In potem si je smeh in delati. Pa verjamete, da obstajajo ljudje, ki so kot neki čustveni vampirji, ki ti kradejo energijo oziroma... Ja, definitivno. Reakcija enega od mojih doktorjev pravi, pojedli te bojo. Pa te to grdo rečeno, pomisliš samo na to, pojedli te bojo, umakni se, moraš. Kdo vam je zdaj to povedal? Tist človek v neki dimenziji ali dejansko zdravnik ali kar oba dva? Zdravnik. Zdravnik? Tako skrbijo ti ljudje za mene. To so prijatelji, to so osebni prijatelji že odprej. Ne, tako da, ampak... Ampak, a ni zanimivo to? V naši oddaji velikokrat gostimo ljudi, ki imajo nenavadne izkušnje, lahko bi rekli celo paranormalne, drugačne, ko so bili dejansko na nitki življenja in smrti. In veliko ljudi priča o ravno teh izkušnjah, kot tudi sami. In ko pridejo nazaj, so drugačni. Dejansko naredijo ta res. Kdo je vreden njihovega časa in kdo ne. Pa ne egoistično, ampak... Ne. Enostavno hočejo živeti. Krasno, to si lepo povedala. To ni noben egoizem. To je samo borba za življenje. In jaz sem si že nekako v hecu, povem mojimi doma, jaz bom živel 100 let. In tudi imam zdaj, popularno ali nepopularno, tudi imam že dogodek, smrt pri 100. rojstnem dnevu. Jaz za klavirjem, nabito polno ljudi, pojejo in v nekem trenutku samo glava pade dol. To je vaša vizija? To je moja vizija, 100 let. Želja? Želja. Da pri 100 letih igrate na klavir, zaspite in to je to. Tako. Zgodba končana. Ja. Veliko ljudi se boji smrti, po tej vaši kapi, pa potem po prometni nesreči. Kako zdaj gledate na smrt? Je to nekaj, kar se je treba bati, ali je to nekaj, kar... Ne, ni se treba bati. Treba je nekaj narediti, očitno je treba narediti, da si pripomogneš v obnašanju, v karkoli zdravstvu, prehrani, vse ostalo, kar nas danes imamo probleme, take ali drugačne. To je vse razmišljanje, da... Ampak nimaš se kaj bati. Tudi moj oče je mlad, velik glasbenik, v Crikvenici takrat umrl in zdaj vidim, ljudje umirajo. Velikokrat sem zadnje čase na pogrebu, Ja. ampak z veseljem, ampak viš, ko mladega človeka pozdraviš zadnjič, ne? In tako strah ni in mislim, da sem na dobri poti, da bi nekaj še doživel, ampak hočem reči. Ker je volja, je tudi pot, ne? Samo to. In doktor mi je rekel, lejš, Slavko, ne mi, doktori, ti si s tebi sam življenje rešil. Ta volja in to je to. Potem pa pridemo mi, seveda. Ko ste se zbudili dejansko iz kome, kakšen je bil ta občutek, to zavedanje, sploh kaj se je zgodilo? Je bilo sploh zavedanje, koliko časa... Ne, nisem se tega zavedal, imel sem občutek, da je nekaj za mano veliko trajalo. In to je zdaj kar naenkrat, ampak
Kdo pa je bil ob vas takrat, ko ste se zbudili? Moja Irena je bila. Je bila žena? Moja Irena, moja hčerka. Dejansko so bile... Moja familija in sin, moj Marko in to je to. To ti se mora zgoditi, očitno. Zdaj pa lahko biti general po bitki. Vsi smo mi generali po bitki, ne. Verjamete v moč molitve? Toliko ljudi je prosilo za vas, molilo. Verjamem. Verjamem in tudi, če malo se pogovarjamo o neki veri, cerkvi, vera mora biti, je prav, nekdo je gor, ne. Tukaj je problem cerkve. Ta nove zadeve, ki zdaj jim beremo in vse to skupaj, tukaj smo malo narobe, ne, ampak ni to moja zadeva. Ker reinkarnaciji je dejansko stara zaveza oziroma stari zapis, ki so vsebovali reinkarnacijo. Potem mislim, da leta 1560, nekaj takega, so dejansko dali to ven. Včasih so ljudje vedeli, da se to dogaja. Ja. V naslednjem življenju, če bi lahko izbirali, pa nekateri pravijo, da človek sam izbira, bi znova izbrali kariero in pot pevca? Bi. Star sem bil takrat, začel sem, oče me je s 5 leti začel po nekih tekmovanjih, karkoli takrat Jugoslavija, bivša država in vse ostalo. Ampak spomnim se, kaj pa boš ti, ko boš velik? Ja. Jaz bom pevc. Torej se vam je že uresničila želja? Jaz bom pevc, vedno sem govoril samo pevc. No pa bom zdaj drugače rekla. Če bi si izbrali, da bi bili v naslednjem življenju pa ena žival, katera žival bi bila? Jaz računam, da bo zdaj kakšen ptič, ki lepo poje, verjetno, ne? Ni treba, ker vidim, navdušen sem, pa ne uporabljam v življenju niti po travniku, niti nič, ampak ko gledam že, ali pa TV serijo, ali pa film, ali pa poročila, karkoli, konj. Konj. Imam občutek, da ta žival je, vidiš, kako funkcionira z nekom, ki se pogovarja, pa pride, pa ga malo poboža. Potem pa vas vabim enkrat z mano v Sibirijo s konji, 14 dni, 150-200 km naredimo, po sibirski tajgi, pa mislim, da ste uživali. Seveda, v Sovjetski zvezi takrat sem imel dobro turnejo, ne? In je treba malo ponoviti. Najlepša hvala za vse, kar ste zaupali. Takole, mi pa pogledamo še kam drugam, torej zanimivi posnetki na klepetobkavi.si. Pravim, da je to zahtevno delo, za katerega je potrebno veliko izkušenj, dobro operativno ukrepanje, torej kako na terenu ukrepati, da se nas ne vidi, da zadokumentiramo stanje, da pridobimo dokazno gradivo.